Mariborčani niz nepremagljivosti nadaljujejo tudi po tekmi z lanskimi državnimi prvaki s Koprom, ki so pred 2000 gledalci v Ljudskem vrtu prikazali poprečno igro. Na drugi strani je Maribor navdušil predvsem v prvem polčasu, ko sta zadela Tavares in Cvijanović. Vedeli smo, da nas čaka težko srečanje, tako je tudi bilo. Drugi polčas nam več ni uspevalo, tako v fazi napada, kot je v prvem polčasu. Res je, da smo prvi polčas odigrali odlično, zadeli dvakrat, bili zelo nevarni, imeli v napadalnih akcijah veliko navdiha, žoga nam je šla dobro smo jo sprejemali, podajali in bili nekajkrat nevarni. Ne, vsekakor ni bilo enostavno. Na srečo smo prvi polčas res igrali fantastično, zabili 2 zadetka in drugi polčas le pripeljali tekmo mirno do konca. Koprčani so več poizkušali v nadaljevanju. Trener Primož Gliha je želel z menjavami sicer dvigniti tempo, a v polpriložnosti gostov je bil vselej na mestu domači čuvaj mreže Matej Radan. Mi smo to tekmo izgubili že v sredo, ker mi smo imeli težko srečanje s Triglavom, za nas zelo pomembno. Nismo uspeli doseči v prvem polčasu proti Triglavu zadetka, imeli smo ogromno priložnosti in potem seveda igraš do 80. minute in to je za nas preveč. Igralci Darka Milaniča so tako v prvenstvu še naprej nepremagani. Želijo, da tako ostane vsaj do konca jesenskega dela. Ležerno ne gremo v nobeno srečanje, tega si enostavno ne smemo dovoliti. Skozi teden bomo pridno trenirali, poskušali neke stvari popraviti. Zavedamo se, da nas v Ajdovščini čaka težka tekma. Ne bi nič napovedal, ampak mi gremo na zmago, tako kot vedno. Naslednja tekma vijoličaste čaka prihodnji vikend proti ajdovskemu Primorju.